Lepo pozdravljeni gledalci Ljubljana TV. Danes vam ne predstavljam kraja ali dogodka, danes vam predstavljam znanega Ljubljančana, zelo aktivnega pesnika, montažerja, pevca v bendu, pa še kaj bi se našlo, Dejana Kobana. Dejan, lepo pozdravljen. Živijo. Torej, ja, naštela sem kar nekaj tvojih projektov. Bi rekel, da se sam sploh spomniš vseh, v katere si trenutno vpleten? Na srečo nas slej ko prej doleti zadeva, ki se reče čas in staranje, tako da na srečo pozabljam vse, kar sem že naredil do zdaj v življenju. Ni tako, da bi imel neko manijo za CV, tako da ga ne delam. Je pa problem to mogoče kdaj, ko pa rabiš kakšne podatke, pa se ne spomniš vsega. Sorry, kaj smo že vprašala prej? Ne, pol. Se pravi, to sem govoril, kaj pa pol? Kaj vse delaš? Ja, vse delam, ja. Se pravi, pojem ne v bendu, ampak kričim, ker ne znam pet. Tako da tam afno guncam pa svojo poezijo interpretiram na rahlo avantgarden način. Tako da ljudem lepam po hrbtih tekste, pa berem z njihovih zadnjih strani, tako da ne vejo niti kaj delam. To rad počnem, recimo, sam ne vem, kako bomo to zdaj delali, kaj je ta korona. Ampak bom že kaj. Pol sem organiziral kar nekaj serij pesniških branj, od slema do pozno večernega branja na Metelkovi v Jali, recimo, pa branje s pogovori tako sproščenimi v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna. Rad seveda tudi naredim kakšno posebno branje ob vsakomesečnih ignorih, kakšno posebno branje na sejmu, knjižnem sejmu vsako leto, pa na slovenskih dnevih knjige, recimo, se pravi, sejem je novembra, dnevi so bili aprila, zdaj so se premaknili nekako na junij, tudi zaradi vseh teh ukrepov in podobno. Tako da ja, to se zdaj najprej spomnim, pol, ko še zdaj delam. Ok, bova sproti. Sicer pa te moram poprašati, zdaj imaš prav sveže, ja, ta kamen je izjemno vroč. Sva pa vsaj v senci, no? Ja, ampak vroč kot zgleda čisto vredo. No, če prideva čez 3 ure nazaj, bo super. Ja. Glede na to, da se ne spomniš vsega seveda v svojem življenju, vidim, da si nekaj stvari kar zapisal na roko, to je iz zadnjega projekta v Škucu in danes bomo ekskluzivno izvedeli, kaj pravzaprav so ti zapisi. Nam prebereš kakšnega? Ja, lahko. Zdaj, to je televizija, ne? Ali kakšnega bolj obskurenega ali manj? Jutranji program, tako da mogoče kakšnega primernega tudi za otroke. Ja, zdaj, čakaj. Ne, se bo. Si svoboda izraza, jaz sem sredstvo, protest, ker te hočem zase. Se pravi, na sebi imam 27 pesmi, 27 pesnic in pesnikov slovenskih, saj za zdaj. Gre za pesniško knjigo, antologijo slovenske sodobne kratke poezije. Pogoj je, da so vsi avtorji ob nastanku pesmi živi in da so pesmi premierno napisane na mojem telesu, se pravi, da prej niso bile objavljene v kakršnemkoli sklopu. Tako da gre za nekako premiero. Gre za pesniško zbirko, ki bo nastajala skozi moje življenje. Zdaj je 27 pesmi, ena od teh je tudi moja, drugače je pa vsaka pesem od druge avtorice in avtorja. No, namen pa imam dobiti na koncu življenja 100 pesmi, se pravi, da bi 100 pesnic in pesnikov bilo nekako obeleženih tudi skozi čas. Sicer nobena pesem ni podpisana, tako da je samo zgolj na meni in na tistih, ki jim pripovedujem, od koga so pesmi, in seveda na tistih, ki vejo, da je njihova pesem na moji koži, odvisno za naprej, kako bo iz roda v rod šlo to ustno izročilo, od koga je kira vers, od koga ni in podobno. Se pravi, lahko se mi kdo celo zamer, pa ni problema, bom pač zatajil avtorstvo ali pa ga pripisal komu drugemu.
Se pravi, poleg vsega, kar počneš, si postal tudi pesniška knjiga. Tako, v enem izvodu. To se je zgodilo v Škucu. Kako je to izgledalo? Pesniki so prihajali do tebe, si se tetoviral na licu mesta, kako je to izgledalo? Tetoviral sem se že prej, to je bila tudi želja tetovatorke, zato ker je to kar precej naporna zadeva za človeka, ki dela. To je približno 130 verzov. Naredila mi jih je v 4 dneh, sicer, kakor sva računala, bi bilo nemogoče to narediti v enem dnevu, oziroma lahko bi mi v 4 dneh performansa naredila sicer, ampak ne mislim, ful bi trajal, no, se pravi, vse skupaj je trajal 15-16 ur, če zdaj seštejem, tako da to bi bilo nemogoče kar tako uprizoriti, tudi zato, ker je bila Lina zelo utrujena, ker je to delala, ne. Tako da v 4 dneh so nastali te tatuji, zadnja vrsta tatujev je nastala v bistvu en dan pa pol pred samim performansom, potem pa na performansu v Škucu so avtorice in avtorji prišli do mene, so se mogli potruditi, da so sploh najdeli tatu, ker sem bil oblečen v tako daljšo kuto in z ozkimi rokavi in vse, tako da so mogli se zelo potruditi, da so sploh najdeli. Skoraj noben od avtoric in avtorjev ni vedel, kje ima svojo pesem, tako da ja, bilo zelo zanimivo. A zdaj se pogovarjajo, veš, da sem na Kobanovem meču? Ja, ne vem, kje pa je meč sploh. A je to kle? Ok, to, ne, ker na nogah recimo so, na eni nogi so 3 pesmi, drugače so pa sam v bistvu po rokah, pa klele na glavi, pa tukaj je gor, ne, drugače velika večina telesa še ne popisanega, zato sem se pa odločil pol 100 pesmi, da bom dal gor na telo. Želja pa je seveda se dogovoriti z eno od umetniških inštitucij v Sloveniji, tudi zaradi tega, ker veliko ljudi se sprašuje, kaj delajo umetniki, nič ne delajo v življenju, nič ne pustijo za sabo, kar nekaj zdaj naš keš trošijo za sebe, zato da grejo na počitnice, pa ne vem kaj. Sem se pa jaz odločil, da bom celo svoje telo podaril, oziroma kožo podaril slovenskemu narodu in eni od slovenskih umetniških inštitucij, in sicer bodo lahko po moji smrti izrezali te pesmi, jih ustrojili in zvezali v knjigo. Tako da bodo lahko vsi ljudje videli to kontribucijo oziroma prispevek umetnika. Odprte krste torej ne pričakujemo? Ne, boh ne daj, jaz bi rad zažgal, no. Oziroma bi rad, da bi me kdo zažgal, no. Okay. Zakaj pa se ti zdi tako pomembno oglaševati poezijo, kar v resnici tudi počneš z vsemi temi dogodki? V Sloveniji se zdi, ne, veliko turistov, ko pride, rečejo, poglejte, namesto vojaka imajo pesnika na glavnem trgu. Vsak bo rekel, ja, saj v srednji šoli sem pa pisal neke pesmi, ampak hkrati pa pesniki še danes veljajo ravno za ta nek prešernovski tip človeka, ki je ves čas brez denarja, ki dela poezijo samo v prostem času. Ja, kar se poezije tiče, kar se tiče pesnic in pesnikov vpetih v ta čas, je tako, da gre za precej normalne ljudi. Veliko od njih ima normalne službe, seveda v prostem času se ukvarjajo s poezijo, ker to sicer ni čist njihov prosti čas, gre za obsesijo, a ne, tiste, ki jih jaz poznam in tisti so totalno zavezani poeziji, ampak ker je prostih kvadratkov za to, da se preživljaš s poezijo, izredno malo in so sestavljeni po principu dedovanja, a ne, tako kot kralji, kraljice in podobno, imaš tudi prince poezije in princese in točno vemo, kdaj bojo te princese in princi prišli na katero mesto in to je zelo tako po dednem principu. Možno ni čist vedno po krvi, ampak je dostikrat tudi po simpatiji, ampak gre za dedovanje, tako da se moraš pač potruditi ali pa sprijazniti, da ne boš živel čisto od poezije. Drugače pa, kar se tiče promoviranja, seveda, meni se zdi zelo pomembno, da se promovira poezija že iz tega zornega kota, da je popolnoma zapostavljena in vedno bolj zapostavljena. Javna agencija za knjigo recimo brezsramno nekako daje napotke založnikom, založbam, dajte tiskati malo manj poezije, pa malo več proze, zato ker poezija se ne bere.
Ne, se pravi, inštitucija, ki je za to ustanovljena, da promovira knjige, se trudi, da se del enih knjig ne dela in se dela tisto, kar pač gre, se pravi, kar se prodaja, kar se izposoja in podobno. In to je zelo tako, mislim, milo rečeno kriminalno in zdaj ne vem, no, mislim, meni se zdi to živa svinarija, tako da se jaz nekako trudim, da se pač promovira pesnike, pesnice, poezijo, zato tudi ustanavljamo po poletju z nekaj kolegi iz pesniškega sveta, ustanavljamo novo založbo. Zakaj se ne bi sam zabil nož v hrbet, zakaj bi čakal, da tega kdo drug, smo se odločili, da se ga sami, tako da bomo izdajali zgolj in izključno poezijo. Črna skrinjica? Tako, črna skrinjica, ja. Tudi ime je zelo primerno, po mojem. Nam lahko mogoče že zaupaš kakšno imena, kdaj se bo začelo izdajanje teh knjig? Izdajanje teh knjig se bo začelo konec septembra, po vsej verjetnosti. Seveda moramo tudi pač spremljamo cel čas te ukrepe, pa COVID, pa kako se odvija in kako zastaja in se širi, ne vem kaj. Tako da načrt je konec septembra in konec novembra po 2 špuri, 2 dneva izdajanja teh knjig, se pravi, gre pa za 5 prvencev in eno avtorsko 3. knjigo. Gregor Kosi bo imel tako 3. knjigo, za prvence bojo pa izdali v bistvu Rok Korošec, Saja Zamolo, pol Urša Majcen, Gaja Najarojec, tako da ja, se dela, tako je prišlo ravno naključno, no, da bomo zdaj toliko prvencev izdali, ampak izdali bomo pa naenkrat praktično oziroma v obdobju 3 mesecev toliko, kar jih etablirane založbe zdaj v 2 letih recimo. Tako da tudi se mi zdi kar pomembno, no, če so na voljo, da se pač jih izdaja, ker recimo Rok Korošec je svoj rokopis oddal že pred 7 leti, pa ena založba mu ni hotela vzeti, 200 pa mislim, da so propadli že vmes. Tako da No, upam, da bo črna skrinjica imela kaj več sreče. Dejan, zaenkrat najlepša hvala. Na kratko bomo skočili v oglase, potem pa se že vrnemo z nadaljevanjem intervjuja. Lepo pozdravljeni nazaj v našem današnjem intervjuju, kjer predstavljamo slavnega Ljubljančana, pesnika Dejana Kobana. Spomenika sicer še nimaš, kot smo videli prej, spomenik delaš iz sebe. Mogoče bi se za trenutek dotaknila še tvojega udejstvovanja v glasbenem svetu. Vem, da je bila zdaj korona, pa niste imeli prav veliko koncertov, ampak znan si tudi po tem, da res daš dušo in tudi telo, celo na Akrapovičevski način za bend Ne vem. A še delujete? Ja, delujemo. 13. avgusta bomo imeli 10. obletnico pred Gromko. Dobili smo par datumov na voljo in ko sem videl, da je petek 13. smo to se odločili kar direkt. Tako da smo najbolj neproduktiven bend v regiji, imamo 8 pesmi že 10 let, tako da dalj obstajamo, kakor imamo pesmi. Ampak ne vem, ja res je, zdaj, ko je bila ta korona, mi smo imeli zadnji koncert konec februarja 2020 v Varaždinu in seveda nismo mislili, da bo zadnji, vse bi lahko imeli kakšnega tudi lani, recimo, sam se tudi poletje malo pol razpaslo, smo vsak zleteli po svoji strani okrog. Zdaj pa smo se nekako na novo zbrali spet. Imamo tudi v stalni zasedbi na mesto basista Nastjo, ki igra violo, električno violo, recimo, tako da se tudi zdaj malo zvok spreminja, čistko nekako in zdaj bomo imeli verjetno teh 8 komadov, ki jih imamo, ali ne vem koliko, mogoče jih imamo 9. Pa upam, da se bomo nekako usedali pa začeli delati nove pesmi. Prvič v življenju sem začel pisati tekst za pesem. Kako to misliš prvič v življenju? Prvič v življenju, tako da ni poezija, ker zdaj vedno te pesmi, ko so ne vem, so prvenstveno oziroma še zdaj v 90% poezija. Sam pa malo priredim, mogoče za to moje dretje pa tako, ne.
kakor Linč naredi aranžma. Največkrat Linč naš Bobnar dela aranžmaje oziroma se spomne neke linije, pa tako. Vse drugače vsak po svoje, kaj prispeva. Jaz sicer ne, ker res nisem muzikaličen tip pa to, ampak ga gre, no. Tako da sem pa zdaj prvič 2 ali 3 verze napisal, tako prav z zavedanjem, da mora biti to tekst za pesem, za skladbo, ne. No, da ne bojo zdaj gledalci mislili, čeprav vem, imaš že 5 knjig svojih izdanih poezije, sem prav preštela? Ne vem. 1, 2, 3, 4, 6. 6, pa 7 je. Ampak 7 je tako. 7, zdaj ta 7 mehanizem alge bo v bistvu polovica knjige, na polovici knjige, polovica pesmi v tej knjigi bo v bistvu še enkrat izdanih, se pravi iz prejšnjih knjig, druga polovica bo pa na novo, se pravi bojo not pesmi, ki niso bile nikoli v knjižni obliki še izdane, nekatere celo niti v revijalni, tako da ne bo klasična klasičen izbor iz knjig, ne. Si to izdal v samozaložništvu, glede na situacijo, ki si jo prej omenil? Seveda. Tole zadnja bo itak, to bo izdano pri društvu IA oziroma Ignoru, to, kar mi delamo zdaj z ekipo, že 5 let, letos bomo imeli tudi 5. festival, drugače pa ja, seveda, a veš, zdaj nekako 50 izvodov knjige, ki ima približno 60 strani, v digitalnem tisku stane tam 120-130 evrov, tako da, če znaš sam oblikovati, če imaš koga, ki ti oblikuje, pa ti gre na roke, pa malo odloži plačilo, pa tako, lahko prvošaš v bistvu sam produkcijo knjige, ni treba čakati na neke, ne vem kakšne umotvore, da ti tam povejo, pa izvolijo reči, no, zdaj se te pa poezija toliko zmedila po 30 letih, da ti lahko blagovoljno eno pesniško zbirko izdate, ne. Dajva mogoče res spregovori še kakšno besedo o Ignoru, se pravi o ciklu dogodkov, ki se odvijajo na Metelkovi in v sklopu katerih tudi ti ponavadi nastopiš. Sem zelo fanica tudi tvoje interpretacije slovenskih popularnih pesmi po tvoje, ker vsekakor izpade drugače. Ampak a Ignor tudi izšel nekako iz ideje, da se tako malo predstavi poezijo ali performance nasploh? Ignor smo sestavili kot platformo, kot neformalno umetniško zadrugo, ki se bo v bistvu sama sebe financirala oziroma bojo financirali in financirali obiskovalke in obiskovalci, ki ne bo šla, ki ne bo obstajala na način, se pravi, pod pokroviteljstvom JAK-a, Javne agencije za knjigo recimo, ampak bo sama šla čisto s svojo in programsko politiko in načinom financiranja. Seveda pa že od začetka smo imeli, ker smo bili tako različni že takrat, nekako programsko začrtane smeri med literaturo, ne samo poezijo, zvočanjem, glasbo, performansom in art videom, se pravi umetniškim videom, recimo. Tako da to nekako zdaj zdržujemo. Trenutno, no, letos je tako noro poletje, ko med vikendi so vsi te razne festivali, tako da mi nimamo sploh glasbenikov za povabiti, tako da imamo zdaj trenutno to poletje bolj pesniški festival Ignor, ne. Namreč prejšnji festival, ki bi mogel biti oktobra, smo začeli furati letos januarja in še kar je. Tako da zdaj traja že 7 mesecev. Pač vsak mesec imamo en večer in to je to, ne. Naslednji bo kdaj? Naslednji bo kao oktobra, ampak se pravim, ne vem, mogoče bo spet tako, da bo kar v večjih večerih, ne. Ker ne vemo, kaj se bo zdaj zgodilo s tem 4. valom, pa 5., pa 7., pa 35. Tako da smo pripravljeni na vse. Januarja smo začeli s temi našimi večeri spet ignorovskimi, na način, se pravi, streamoma, ne. To da zdaj imamo tudi malo ekipco oziroma dvojec, ki delata streame za nas, oziroma ki boste lahko delali streame, če ne druge opcije, ne. Oziroma tudi, če bomo lahko imeli v Gromki v prireditvenem prostoru Ignor, pa če bo omejitev na 20-30 obiskovalcev, pa bomo imeli tudi stream za vse ostale, ne.
ker mi smo pred nastopom korone imeli že tam stalno publiko 60-70 ljudi, kar je kar ni glih zelo precej nezanemrljiva številka je, no, za pesniške, oziroma večinoma literarne večere, no, tudi koncerte kakšne. Zakaj pa se ti zdi pomembno, da se poezija, literatura bereta na glas, da se poslušata, ne pa torej bereta samo s papirja? Zato, ker nobena pesem, govorim zdaj za poezijo, ker se bolj razumem v poezijo, nobena pesem ni končana za moje pojme, dokler je avtor ne prebere na glas. Oziroma tudi, če jo prebere kdo drug. Se popolnoma drugače obnaša pesem, ko jo ti bereš nemo, oziroma za sebe, ali pa če jo prebereš na glas. In to se je že neštetokrat izkazalo. Neverjetno, koliko primerov je, ko prebereš pesem, pa si rečeš, ja, ok, cool, nič posebenega. Pa avtorico slišiš, kako interpretira in se popolnoma ukrepi pesem. Postane žival, mislim, res, čist nekaj drugega in ne moš verjeti, kako je lahko to možno, ali pa obratno, no. Recimo je ena pesem lahko zelo odlična v bistvu, ko jo slišiš, ko jo pa prebereš, je pa precej revna, ne. Čeprav v tem primeru je veliko lahko takšne poezije, slemerske poezije, recimo, ker je prav pisana za interpretacijo, ne. Potem pa je mogoče vsebinsko malo bolj, kako bi rekel, vsakdanja, no, ali nekaj. Torej, priznaš, da slemerji si ne izmišljujejo poezije sproti? Ja, seveda ne. Saj ne naši, oziroma ne vsi. Vem, videl sem že ljudi, ki so se izmišljevali, ki so tudi rekli pa tako, da so se izmislili, recimo pa da jim verjamem, ampak načeloma je pa to vse zelo koordinirano, napisano, preštudirano, tako verjetno pred ogledalom ali pa kaj podobnega. Tudi vidiš, ko slišiš eno in isto pesem četrtič, pa je vsakič ista, kot da bi bil posnetek. Tako da so kar maharji, no. A ti tudi kdaj vadiš pred ogledalom? Ne. Ne. Mislim, saj ne več, no. Mislim, kdaj še sem, zdaj pa ne več. Kaj pa branje? Branje pa. Berem pa veliko. Saj lansko sem cel let bral na Facebooku v živo, ne. Če bo lockdown, boš spet? Če bo lockdown spet, zaprtje, boš spet bral? Ne vem, mogoče bom videl, ker pol sem se že ful naveličal, ker mi je bilo malo preveč, malo prenaporno. Ali pa bom svojo oddajo naredil na YouTubu, ko bo malo manj, ko bo tako enkrat na teden mogoče. Zato že razmišljam nekaj časa. Sam rabiš pa mikrofon. Ja, no, ne moram iz kože, res ne moram kar nekaj na pol. Ker lahko v teh časih lahko z zelo majhnim budžetom narediš že zelo dobro produkcijo, ne. Ampak ga pa rabiš. Če eno luč za 30 evrov, mikrofon za 30 evrov je dovolj, ne, za internet. Sam pač vse to rabiš. Ja, definitivno. Najprej pa seveda tudi vsebino. Vidim, da si prinesel nekaj tudi s sabo. Ja. Kaj je ta knjiga, ki si nam jo prinesel? To je knjiga z naslovom Najbolj idiotska avtobiografija na svetu in izven. Moja zadnja knjiga, ki je nastala lansko let v Osami, ko sem bil na 3-tedenski rezidenci na Bledu v hiški Društva slovenskih pisateljev in ko sem tja prišel, sem se zavedal, ja, to je pa sred gozda. Sej blizu, sej prideš v 7 minutah, 5 minutah prideš do ceste ob jezeru, ne, ampak vseeno. In sem bil na 3-4 dni, prve 3-4 dni zelo obupan že, ker nisem navajen biti v Osami, ne, na samem, ful nisem navajen. In sem bil že na robu obupa, pa je pač mi ena prijateljica poslala link, da je nekdo napisal en tekst. Vemo, ne, pač naš premier, pa gibanje s njegovim priimkom. No, nekdo je pa pač ustvaril gibanje oziroma tekst o gibanju z mojim priimkom, tako da lahko gledalke in gledalci lepo nekako izpeljajo, na kaj ciljam. In me je tako ruknila ta novica in ta tekst, ki sem ga prebral, da sem v 3 dneh in nočeh napisal celo knjigo. Gre za politično poezijo, ne gre za družbeno angažirano.
Pesniška zbirka ni nastala z namenom, da bi pobirala nagrade, ampak je nastala z namenom, da pač rukne vse moje frustracije, ki so se takrat nabrale glede te aktualne vlade in pa seveda tudi vse te situacije, ki se je že takrat nakopičila z samimi protesti, omejevanjem svobode in pa seveda korona krizo. Tako da ne bi bil pa jaz, če ne bi sicer v zadnjih 2 dneh pred tiskom dobil eno fotko po mailu od moje prijateljice Nele Poberžnik, likovne umetnice, ki je naredila mene, ki sem pač bral, ne, za ne vem, to tako leček. To je, se pravi, to je zamrznen posnetek mojega branja in čez pač malo poslikana, ne. Pa sem se pa spomnil, zakaj bi pa pač ustvarjene so te besede zato, da me napadajo, ne, določene, bi pa jaz ta tekst o kubanizmu, ki ga je napisal Andrej Lokar, kar lepo sprintal in dal za ščitni uvitek. Tako da tukaj gor je kompleten ta tekst, ki lepo ščiti mojo knjigo pred kavnimi madeži ali pa pred kakšnim žolčem ali pa kaj podobnega. Tako da nekako sem ponosen na to knjigo, da mi je to ratalo tako hitro napisati, ko mi še nobene stvari ni ratalo. Je pa tako, bitniški sistem, sicer je popravljena, je korigirana, je zlektorirana tudi, ampak sem s tem namenom, da bo čim manj dotikanja uredniškega v njo vloženega, sem tudi napisal in jo izdal. Tako da je precej tista novembrska zbirka, ne, ki se bo zaciklala včasno. Bi nam lahko mogoče za konec prebral katero od pesmi? Lahko zadnjo, recimo, ki je taka luškana, ki ful je not nekih kletvic pa to, tako da to verjetno ni v redu. Čakaj, sem pogledal, če kle tudi nekakšna kletvica. Ne, ni. Ta je taka lepa. Čist zadnji del. V bistvu gre za neke vrste biografijo, ki je samo pač po številkah od 41. leta mojega do 0, ne, do rojstva, nič nekaj povezan zdaj z biografijo, da pa je zdaj not opisoval, kaj sem pri 3 letih jedel, pa ne vem kaj, ne. Ampak pač tako. No in konča se z nič skozi ena. Ne znam nič svojih verzov na pamet, ker sem kratke lojtre, tako da bom zato bral. Pametni pišejo, lej. Ja, to je pa res. Pa printajo. Če si lačen do izginjanja, ti nobene vojvodinje v spodnjih hlačkah ne morejo dejansko pomagati. Lahko ti obesijo perilo, lahko ti zmehčajo usnje, lahko ti pohotno šepetajo Dantejev peku v uheljček, podarijo 7 poljubov na čelo, izperejo blato iz zareze v podplatu pohodnih čevljev, lahko cvilijo, upenjajo slike v baročne okvire, šicnejo zoprne kondukterje, nikakor pa ne morejo izustiti besede mir. Mi se tega dejstva pri treznem stanju sicer zelo dobro zavedamo. Vseeno celo noč skandiramo mir, 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 mir. Pa ko berem, dam še tako mikrofon, dajem tako ful stran, pa tako. Sam sebe izfedam. Ok, super, Dejanko, pa najlepša hvala, kje lahko dobimo tvoje knjige, če bi si jih zaželeli? Pri meni. Sam še 4, tako da bo treba ponotis narediti. To se odlično sliši. Ja, odlično, 50 izvodov je bilo, no. Ni bilo glih šipsto. Ja. Dobro, to bomo cenzurirali. Zakaj? No, v redu, Dejan, najlepša hvala, da si vzel čas za tale intervju, da smo lahko malce predstavili tvoje delo. Zdaj pa te bomo prepustili naprej naslednjemu ustvarjanju. Kaj je naslednji dogodek, ki ga pripravljaš? Ja, festival Ignor, če bo, ne, pa verjetno Ljubljanski pesniški maraton, pa branje, to vse delam v sodelovanju s celim kupom drugih ljudi, pa branje v spomin Josipu Ostiju,
mogoče tudi tukaj v Ljubljani, ker je bil dosti v Ljubljano vpet, pa tudi od začetka, ko je prišel v Ljubljano iz Sarajeva, je kar nekaj let živel tukaj. Tako da to, no, na kratko. Pa 13. avgust, ne vem. Zdaj pa res še čisto na kratko, ker nam zmanjkuje časa, ampak postal si tudi vitez poezije, še spiš z vrtnico? Ne več, ker je železna, pa te lahko ful žgečka, pa bode posod po telesu. Ja imam pa zraven za pretepati nacije. Na srečo še nisem uporabil. Okay. Mir. Dejan Kuban, najlepša hvala. Vi, dragi gledalci, pa le ostanite z nami. Na kratko sledijo oglasi, nato pa se že vrnemo z naslednjimi vsebinami.